Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Marjanu se je mudilo na Finsko, kjer se sedaj mudi. Slovenska tiskovna agencija nas je obvestila, da se je Marjanu prvemu zedinitelju mudilo na Finsko, kjer se sedaj mudi. Srečal se bo z nekaterimi drugimi premierji in dali mu bodo tudi večerjo. No, to je uradna verzija. Mi pa smo iz zanesljivih virov izvedeli, kakšen je resničen namen Marjanovega obiska na Finskem. Obiskal je nekoga, ki si ga je že celo življenje želel spoznati. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali: za sendvič prišel, za sendvič odšel. Kaj se dogaja v slovenski politiki, da nam vladajo politični anonimusi, ki imajo po vrhu vsega očitno še resne psihosocialne probleme? Jaz sem zdaj vmes šel pa en sendvič tjale dol v trgovino, to pa zato, ker sem eno samo jabolko pojedel, pa jabolka mi vendarle ni dovolj, rabim še nekaj drugega. To je sendvič. In bom zdaj eno samo prijavo naredil in sem kupil sendvič. In čakam tam pri pultu, 3 ljudje so se med sabo pogovarjali, 3 minute sem zagotovo čakal. Se me sploh niso, kot bi rekli moji zgornji Savinjčani, amuzeli, se pravi, kot da sem tam luft. No in potem sem se odločil, da jaz pa preveril njihov sistem kontrole, če ti odneseš kaj iz trgovine ven. Prvič v življenju sem to naredil. In sem šel lepo ven in nihče ni pritekel za mano, nihče ni tulil, torej tudi tam, ko imajo vse pod video nadzore, kot imajo ne vem kaj še vse, tu pa tam tudi kaj, gre skozi. Kje smo zgrešili, da se naš politični razred spreminja v Monty Python show, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, Markom Pavlišičem in magistrom Romanom Vodebom. Dobrodošla. Dobro večer. Lep pozdrav. Marko, najprej vprašanje zate, zdaj sendviče mislim, da ješ. Ja. Ti si bil poslanec 1 leto, ne? Približno. Tako, ja. Ja, a se ti je kdaj zgodilo, da si prišel v trgovino po sendvič in so te tam prepoznale prodajalke, preletel šef prodajalne in je rekel: gospod Pavlišič, izvolite, preko reda smo rekli včasih, se pravi, mimo vrste na blagajno, sendvič ne rabite plačati, ne, slava narodu in njegovim poslancem z Bogom. Ne, v bistvu se mi to ni zgodilo, ne. Ja. Sem pa recimo, ko sem bil na stomatološki kliniki, kar malo razmišljal o tem, ne, da morda bi bilo pa dobro, da me ne prepoznajo, ne. In če te prepoznajo, ne, pa ti lahko kako injekcijo malo manj dajo, pa malo bolj zavrt ali pa kaj tazga, ali pa ko kri dajem, ne, ker redno hodim na krvodajalsko akcijo, me je bilo tudi malo strah, ne, kaj če malo več spustijo, ne, ampak mislim, da me tudi tam niso prepoznali, tako da je bilo vse v redu. Pol nisi nikoli naredil družbenega eksperimenta, recimo šel v avtosalonu, tujil vozilo in preveril, a kdo leti za tabo? Nisem. Nisi, ok. Roman, ti si že najavil na družbenih omrežjih, da boš danes povedal par stvari, ki bojo dvigovale prah, tako da izvoli. No, ker jaz psihoanalitično izobražujem tudi, bi zdaj eno provokativno dal, ne rečem, da drži, ampak takole bi se šlo, ne. Tale Dari je govoril o nekih jabolkah, ne, ki so navadno simbol ženskih prsi, ne. Žemljica, sendvič je pa simbol vagine, ne. In zdaj tako legitimno, nezavedno razmišljati je, da se reče, da ni prišel do žemljice in bi jo izredno neočakanje kar ukradel, ne. Čeprav po drugi strani, ne, ta kraja je bizarna, ne. Jaz recimo sem mnenja, da tole ni za odstop, ampak psihoanalitično gledano me prav zanima, recimo, kakšne flirte ima tale alfa samec v ozadju, da je tako neočakano, se pravi nekulturno, v objemu velike samozavesti, ne, da je kar šel, ne. To recimo jaz imam veliko samozavest, pa ne bi tega naredil, mogoče tudi zato, ker nam močen nadjaz. To psihoanalitično gledanje pa mi daje misliti, da Bog ve, kaj je imel zdaj ta v ozadju, ker tista žemljica, sendvič je simbol vagine, ne. Kateri ženski je zdaj to hotel na silo ukraditi, ker mu prostovoljno ni dala takoj, ne. Mislim, vse je nedeljsko divje, ampak je pa legitimno. Če lahko eno vprašanje. Marko, A pa je to res izkaz samozavesti ali morda to izkaz, bo neko užaljenosti, ne, ker
ker ga v bistvu niso prepoznali ali pa morda celo ne upoštevali kot poslance, ker meni je v tem njegovem govoru padel predvsem v ušesa tisti luft. Kot bi rekli njegovi zgornji Savinjčani. Kako si drznete, da mojega lufta tukaj ne prepoznate, moje veličine? Če smem, jaz sem opazil ena hiper samozavest, tudi naivnost. Ta naivnost v paketu samozavesti ga malo ven vleče. Običajen človek bi bil bolj previden, ta je pa šel kot Terminator. Tudi vest ga ni zapekla, čeprav pravi, da je prvič v življenju naredil, pa zelo iskreno je to izpoved tam predstavil. Tako da jaz na prvo žogo ne bi rekel, da je človek pokvarjen. Sam veš kaj, Roman, on je rekel, da je kupil sendvič, sam v resnici ga ni, ne? Ne, saj to je pravilno rekel. On ga je šel kupiti, ne? Ja, šel ga je že kupiti, sam kupil ga pa ni. Ker to, da ti imaš sendvič v roki, pa čakaš pred pultom 3 minute, pa se te noben ne vzame, to še ne pomeni, da si sendvič kupil, ne? Iz užaljenosti je to naredil. On ni v rangu kurjega tatu. Ali arogance. Aroganca se pa nalepila na to samozavest. Sej ti poslanci potem pa mislijo, da so končno hudiču spulili rep, ne? Pa govorimo o Darju Krajčiču, no? Jaz se opravičujem, ker se smejim, ampak kdo je Darij Krajčič? Noben živ ni vedel za njega. Sej ni važno, on je bil doktor. Zdaj ne bi noben vedel za njega, če on ne bi šel ven s tem sendvičem in če ne bi sam povedal, da je odnesel sendvič, mi še danes ne bi vedeli za Darija Krajčiča, ne? Se pravi, zakaj bi zdaj en Darij Krajčič, Roman, Marko, dajte mi razložiti. V lastnih očeh je zakaj bi on mislil, da ga bo kdorkoli prepoznal? Zato, ker samo podoba je stvar nekega velikega drugega, ne? Ta drugi intrapsihiči o tebi misli nekaj in ti si misliš po diktatu tvojih staršev, teoretsko gledano, in on o sebi megalomansko razmišlja. Jaz sem celo slišal, da je bil tam kandidat za evropskega poslanca. Se pravi, človek ima megalomanske blodnje o sebi, in potem pride, tja mora čakati. Sej konc koncu on tudi tam neko usodo Slovenije rešuje, tam pa se eni penzionisti 3 minute pogovarjajo. Sej ni čudno, da se mu je strgalo. Ne bom rekel, da če se meni, jaz bi tam atomsko bombo, pa bi vse razkadili se tam. Ne bi šel pa ven. Tako da on ima tudi neko svojo psihično realnost, če je recimo iskren, se mu zdi prav butasto, da mora tam čakati, tam se pa neki eni jajce hojsajo. Marko, le vprašanje zate. Zdaj bojo gospod Krajčič, doktor znanosti, mimogrede doktor znanosti, je bil predsednik odbora za evropske zadeve. In zdaj bojo vsi veleposlaniki iz držav EU, ki so akreditirani v Sloveniji, dobili obvestilo, da je zdaj nov predsednik odbora za EU zadeve, ne vemo še kdo to je, ker je prejšnji odstopil, ker je ukradel sendvič. Zdaj mi pa razložite vidva lepo prosim, ti Marko iz svojih izkušenj kot poslanca, ti Roman pa psihoanalitično, kaj si en človek mislil, recimo, da sem jaz veleposlanik v Romuniji, pa da to preberem. Jaz ne bi verjel. Po mojem se ničke veliko ne sekirajo glede tega. Za njih je to en človek tukaj na položaju, s katerim se mora pogovarjati, po naslednjih volitvah bo to drug, tako da kaj veliko se ne misli o tem. Razlog, ne? Zakaj smo prišli med glavne novice v sveh svetovnih medijev? Nasmeje se tako, kot smo se mi temu nasmejali. A smem jaz tole? Ta novica je bizarna. In svetovni mediji, tudi CNN, BBC, iščejo, kaj je lahko še bolj bizarno od ne vem česa. In potem pride tam do banana Republike Slovenije in glej ga šmenta, Butalci so odpoklicali nekoga, ki je sendvič za 2 evra ukradel, si ga sposodil. Ja, ampak pa to se v normalnih državah ne naredi. To je novica zato, ker je naša politika, se pravi konkretno Lista Marjana Šarca naredila tako budalaščino, eno galamo naredijo iz nič. Enega dežurnega krivca najdejo samo zato, ker pravih lopavov ne morejo dobiti. Pa to je farsa, to je groteska. Mi, ki gledamo Fox Crime, vemo, na Fox Crime zmerom povejo, da pač ti množični morilci si želijo biti ujeti, želijo biti opaženi. A je Darij Krajčič tudi želel biti v bistvu opažen. On je bil zdaj 4 mesece je bil poslanc, nihče živ ni vedel za njega in zdaj saj vemo, kdo je. Sicer za nazaj, ex post smo ugotovili, kdo je bil Darij Krajčič v svoji kratki karieri. A je to motiv?
za to dejanje. Zato ni šel krast. Mislim, po mojem je on šel... Družbeni eksperiment je šel delati. Sendvič je šel, pač to se je zgodilo zaradi arogance, lahko rečemo tudi samozavesti, zaradi tega, ker pač je bil užaljen, ker je bil luft, ker so mu povedali v bistvu to, kar je. Pri tej stvari je bizarna še ena zadeva. Dejansko je ta Sendvič največ, kar je LMŠ naredila do sedaj v tej koaliciji. A se spomnimo še kakšne druge stvari, ki so naredili, Tako da ta Sendvič je zato... je dobro delo, veš, Marjan Šarec za vsega reče, da je dobro delo. Ja, sej. Ko je šel Bombardeli, je rekel, da je dobro delo. Ko je šel Prešiček, je rekel, da je dobro delo. Tudi za Krajčiča je rekel, da je dobro delo, da bi lahko bil evropski poslanec. Roman, zakaj vsi ti ljudje odhajajo pa dobro delajo? Zato, ker se Šarec pa lista Marjana Šarca boji lastne sence. Bojijo se opozicije in tistega navala, ki se je res zgodil. Zadnjič sem jaz gledal tole Gorenjaka. On zadeva tudi vid dramatično. Jaz okrog tega Sendviča ne bi delal takega lame. To je ni omembe vredno. Jaz se strinjam, da ni kraje Sendviča zdaj neki kraj družbenega premoženja, ampak prvič drugega ni, drugič pa kak človek to pride v parlament in na čelo odbora za EU zadeve, da ne ve, da pač mora počakati, da je na vrsti, da plača Sendvič. Ja, hudiča je za jajce ali boga za jajce, pa revne pa misli, kaj je. V resnici pa nič ni in pa ga, ko ga to toliko zadane, iz užaljenosti tam naredi dramo. Pa še iskreno prizna, da je naredil ta družbeni eksperiment. Jaz vidim družbeni eksperiment v tem, da se zdaj gleda knockdown politične te srenje LMŠ-ja in vseh poslancev in opozicijskih in koalicije, kako so zbegani, ker ne vejo od muke, kaj bi. Oni se sploh ne znajdejo ob tem dogodku. Dogodek je bizaren, ampak reakcija njih je pa bolj bizarna. To je to, Roman, kar hočem jaz povedati, ker so pač to ljudje, ki niso tam, kjer bi morali biti. Logično, da se ne znajdejo. Njih vsak sendvič vrže stira. Tega Darja šel po sendvič in ker ni dobil, to si ti prej lepo Roman razložil, ker ni dobil takoj, jabka, ti si rekel Joški, mu niso dost, je hotel še češplo oziroma žemlo in ni dobil takoj in je šel, razumeš? Se je kar vzel. Se je kar vzel in je šel. Taki ljudje ne morejo biti na najbolj odgovornih mestih. Ja, kakih nimamo? No, zdaj bo prišel, pa je nek 27-letni zelenec z mlečnimi zobčki. Ta verjetno še do jabka ni prišel, pa še le do žemlja. Ja, pa mi nimamo drugega kadra. Jaz se spomnim v eni drugi vladi, ki je rekel, če bomo vse gledali brez madežne, kje so, sploh ne bomo kadra dobili za ministre, za sekretarje. To se strinjam, sam ne gre za brezmadežnost, gre za nekoga, ki je sposoben trezne presoje, Roman. Ja, ampak tisti alfa samci, recimo, ali pa uspešni ljudje. Pa ne, trezna presoja, neuspešen človek, ki je sposoben trezne presoje. Ne, zdaj bom jaz rekel, tisti, ki so danes zelo uspešni, medijsko izpostavljeni, mnogo teh je psihopatov, ampak za tega dotičnega Krajčiča jaz ne bi mogel reči, če ga profiliram, da je ne vem kako spodletel. Sam sociopat pa je, ne? Ne bi šel v to smer. No, mislim, zdaj izživljati sem nad nekom, jaz sem ga probal trezno presojati. Mi ga probamo razumeti, ne se izživljati. Jaz bi rekel, da je človek in naiven, in mal butast, preveč samovšečen, užaljen, ne zna trezno razmišljati, ampak mene bolj bega reakcija kolegov, tistega Brane Golubovič, pa to ne moreš tako govoriti od enemu kolegu, mislim, ga daš pod giljotino, mu odsekaš glavo, kot da je, ne vem, kriminalec. Pa to še kuri tatni. Jaz sem zgrožen nad reakcijo državnega zbora, pa opozicije tudi, čeprav Franc Breznik se je smejal, pa to je treba ignorirati. To so nepomembne stvari, človek, ki se je pokesal, šel plačati, še tudi klošar, ki je dal 5 evrov, da je ni plačal. Marko, on je odstopil, preden smo mi sploh zvedeli, da je kaj naredil. Kako bi lahko drugače vsi odreagirali? Ker to je toliko bizarna zgodba, da je težko verjameš. Ko sem jaz to prvič videl ta posnetek, jaz sem rekel, to so spet nekaj namešali tam, namiksali, in sem šel dejansko pogledati. To zgleda kot Radio Gaga, ne? Ja, uradni posnetek in vidim, to je pa še hujše, kot je bilo tam predstavljeno. Ker sem vseeno računal, da so odrezali nekje na začetku
začetku in da potem je takoj se upravičil in rekel, da je vse prej si izmislil. Ne, to je bilo v bistvu vse res. Ja. In to je bizarno. In jaz tukaj razumem, bom rekel, Breznika, ne, da se je temu samo smejal. Pa to je tako smešna stvar, da takrat je težko dojamaš. Vse mediji so to zrelativizirali, Roman, posebej provladni mediji. Delo recimo je imelo pol prispevek, kjer sendviče imamo Slovenci radi. Ker so zdaj pa sendviči pomembni. Ampak sorry, novinarji To pa je tukaj niso relativizacija, opravili ne? svojega dela. Ne? Exactly. Mi še vedno ne vemo, v kateri trgovini je to se dejansko zgodilo. Ja. A je bilo to Nama, Maxi Market in ne Kaj je vemo. bilo v sendviču? Kaj je bilo v sendviču? So bile not kisle kumarca, je imel zaradi tega pa kisel nasmešek ali kaj je bilo. Ne? Dejansko mi ne vemo v tem sendviču nič. Problematično, če je bila žemljica. Ne, to je za me Ja, edino to- Ampak problematično. a je preden si bomo vzeli predah, Roman, še to kratko vprašanje. Krajčič, je to problem tudi velikosti ali tehnike? Problem je, ali smem jaz dobiti tisto, kar si zamislim. Ne, ne čaka v vrsti, ne dobi konsenza in si kar vzame. Ne. To je ena hiper samozavest nekoga, ki misli, da je alfa samec. Skratka, feministične društvo bi moralo zdaj skočiti v zrak. zaradi Ne, tega. one so pa butaste, one pa to sploh ne skužijo. One ne vejo, zakaj se gre. Ne? Tako da psihoanaliza je pa tukaj kruta in ta seksualni kontekst mene malo skrbi, ampak dokler se jaz ne bi z njim pogovarjal, ne, da bi ugotovil, da se je tam pa Prav. grebu za eno mladenko, pa je težko. To je Bomo ga špekulacija. probali zdaj med oglasi priklicati, tako da ne nam uid gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj nam vladajo politični anonimusi, ki so za sendvič prišli in za sendvič odšli. Odstanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Marko Pavlišič in magister Roman Vode. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj nam vladajo politični anonimusi, ki za sendvič pridejo in za sendvič grejo. Zdaj, fanta, v prvem delu oddaje smo ugotovili, da je Krajčič simptom in da je pač posledica, ne vzrok. Dajmo se zdaj še malo pogovarjati o vzrokih. Ne? Zakaj recimo prihajajo na plano taki tipi, kot je tale Krajčič, da v bistvu zanje zvemo potem, ko že grejo. Zdaj vam bom pokazal eno fotografijo in me zanima, če prepoznata tega človeka na fotografiji. A veste, kdo je to? Gozdni Joža. Okay. Ne bi vedel. Ne veste. No, evo, to je Tugomir Kodelja. A veste, kdo je Tugomir Kodelja? Slišal sem že. Minister. Ja, bravo, minister. Pa ni bil minister, zato ker je odletel po hearingu. Ne? To je tisti gospod, ki je v prejšnjem življenju prodajal avte pri Citroenu in potem ga je Marjan Šarec predlagal za ministra za javno upravo. In je odletel po hearingu zato, ker pač ni prepričal kakor poslancev, oziroma kot bi ti rekel, Roman, ker se je Marjan Šarec ustrašil, kaj bo rekel Janez Janša in se ga je raj predhodno znebil. Evo, mi trije smo tukaj v studiu, noben izmed nas ne ve, kdo je Tugomir Kodelja, na sliki ga ne prepoznamo, Darija Krajčiča nismo prepoznali. To nekako ni normalno. Ne? Za osebe, ki se zanimajo vsaj malo za politiko, ni normalno, da sploh ne poznamo več, kdo sestavlja naš politični razred. Roman, zakaj se nam to dogaja? Jaz poznam recimo Zasavje. Ne? In vem, kateri kandidati so bili. To so, rekel, eni taki marginalci, ne, ko jih na cestih mogoče pozdravim, ali so pa za mene, mislim, ne kotirajo prav visok, ne, pa bo zdaj užaljeni, ko tako govorimo o njih. Sej, Slovenija je tako majhna, mi imamo tam neke povspetnike, ki se mogoče prerinejo zraven, tisti, ki pa dobro delajo, so pa tam, rekel, mravljice na svojem področju in se jih po svoje tudi bojijo. Ne, ja, so stalni komentatorji vdaje Faktor. Vrlina slabih politikov je, da še slabše od sebe najamejo, da jih ne bi kdo presegel. Ne? Tako da jaz bom rekel, Slovenija je mehna. Prav dobrih kandidatov v teh lokalnih skupnostih resnici na ljubo ni. One prave, mislim, jaz ne bi šel za nič na svetu za poslanca, mogoče se zarečem, ampak normalni ljudje nočejo biti politiki. Jaz sem že parkrat to rekel in pa so bili užaljene neke mamice tem lokalnih politikov. Sem rekel, pa to človek mora biti butas, da pristane, sorry zdaj kolega, ne, da pristane, da gre v politiko. Ne. Jaz nikoli ne bi šel v politiko.
Razen, recimo, če bi res rekel, evo, imam znanje, grem, ker vem lahko, da nekaj naredim. Sam tukaj v tem stroju sem glasovalna ovca. Kdo si pa želi biti glasovalna ovca? Sam bi pa lažje do jabolk pa do žemelj prišel, Roman. Ma pa moški, politik ima pa status. Ne? Politiki imajo pa sex life zelo urejen, teoretsko. Razen ženske pa ne, no. No, vidiš. Marko, ti si bil v bistvu nadomestni poslanec, ne? Ko je Gregor Virant postal minister za notranje zadeve, ali kaj že takrat si ti ratov poslanec. Kako se ti zdaj malo grenkega priokusa more biti, ko zdaj gledaš te Krajčiče, pa te Tugomirje Kodelje, pa to, ali ga ni? Resnici na ljubo, ne? Tudi pri meni je bilo to dokaj veliko naključje, ne? Da sem postal poslanec, tudi sama kandidatura, pač poklical me, en me je poklical, me vprašal, če bi, in sem pač pristal na to in potem se je pač to zgodilo. In verjamem, da je to v veliki meri se tudi vsem tem novim poslancem to na nek tak način zgodi. Ne. Zdaj pravo vprašanje, ki pa je, ne, ki si ga prej izpostavil, in tukaj bo morda zvenelo kot teorija zarote, pa je, zakaj se to dejansko dogaja. Ne? In ena od teorij pravi, in jaz bi kar pritrdil, je, da šibki poslanci, tudi šibka vlada, ne, pomeni, da ima nekdo drug moč. Ne? In to moč potem s pridom izkorišča. Zdaj temu lahko rečemo globoka država, temu lahko damo kako drugo ime, ampak bo rekel, nekaj je verjetno na tem. Ne? In tako da to, kar se dogaja, je v interesu nekaterih skupin in te znajo poskrbeti, da se to tako dogaja. Popolnoma normalno je, da poslanca recimo po parih mesecih, da jih še ne poznamo. Ne? Pač vsak rabi nek čas, da se uveljavi, da se pokaže, da se ne nazadnje nauči govoriti, nastopati in tako dalje. Ne? Zdaj lepo bi bilo, če bi to znal že prej, ne? Ampak pač ne gre vedno. Ne? Ampak in če potem se jih zamenja, ali pa če po enem mandatu pride neki čist novi, ne, je to pač v interesu tistih, ki si želijo, da so taki ljudje na oblasti, ker dejansko potem te oblasti nimamo in to oblasti izvaja nekdo drug. Ne. Roman, kaj si bomo zdaj zapolnili iz te zgodbe? Kaj bo ostalo kolektivno spominu? Sendvič, Krajčič, kaj drugega? Vse skupaj bo malo zbledelo, ne? Ampak jaz bi pa neko modrost, ki jo jaz tukaj vidim, ali pa teoretsko pomembno se mi zdi, poudariti, kako so poslanci sami, te liste Marjana Šarca in sploh koalicija, tudi opozicija, kako se bojijo lastne sence. Kako ne morejo prepoznati, kaj je bistveno, pa kaj ni bistveno. Ta kraja sendviča, ki je treba dati pod narekovaje, ta ni tako bistvena v celi zgodbi. In zaradi take bizarnosti se ne more poslanc odstopiti, ne morejo ga odpoklicati, iz tega ne morejo iz muhe, delajo ne slona, mamuta. A je to dimna zavesa? Ma neki je, se pravi, nemočnost v boju proti korupciji je glavna naloga, recimo politikov, in te nalogi niso kos. Potem pa iščejo te kurje tatove in delajo iz, kot sem rekel, iz muhe mamuta. Tako se v eni resni državi ne dela. Tako marginalno stvar, kot je bilo tale sendvič, je treba, mislim, pomnožiti z ničlo, o tem se ne razpravlja. Mi moramo kot država reševati probleme tam, kjer so, pa tiste, ki so pereči, veliki, ne pa se tem z nekimi sendviči ukvarjati. Ja, sej, ampak pa se strinjaš z izhodiščem, da imamo na najbolj odgovornih položajih nesposobni ljudi, ki jih že en sendvič odnese, ne? Zdaj nesposobnost je kategorija uma. Jaz bi rekel, da osebnostno niso zreli, ne? To moralni kompas jim ne kaže prav. Ne znajo ločiti bistvo od nebistvenega. Niso funkcionalno odrasli. Oziroma bi rekel, nimajo postkonvencionalne moralne razsodnosti. Če bi bil jaz tam član te stranke liste Marjana Šarca, bi rekel, fantje, kolegi, Golubovič, a si znoril? Pa ne moramo mi ga lame delati za tega sendviča, ki sploh ni bil ukraden, ampak ni bil plačan je bil 5 minut pozneje. Pa je zgodba zaključena. Če jim stopi malo v bran, ne? Lej, celoten sistem je postavljen tako, da se tako razmišlja, ne? Ti priješ v državni zbor in tam ti na hitro povejo, kako se dela. Ne? To se dela in recimo ena od takih zadev, ki so meni sicer pozabili povedati, ker sem potem prišel kasneje, je, da ko pride predlog koalicije, se za njega glasuje. Ne? Meni so to pozabili povedati in ko je prišlo prvo glasovanje, mislim, da se je Sloviran zmenil takrat. Si narobe glasoval? Za neko, ne sem, da sem narobe glasoval, celo nastopil sem proti, pa še ono iz Desusa prepričal, da je tudi ona glasovala proti, ne? In smo zavrnili koalicijski predlog. Ne? Sicer je potem Virant zdaj malo vem, zakaj je ta vlada Alenke Bratušek tako hitro padla. Priznam.
No, ampak jim je bil baje zelo jezen, ne, in pa sem jaz, ko sem pač Kako pa je, te ni ukuril, ti ni povedal, da je... Ne, takrat ni bilo mene zraven, ko je bil jezen, jaz sem šel na sendvič verjetno, ali pa na pir, ne vem. Ampak to so te oprosti medklic, zadrži misel, Marko. Roma, to so te pač, ne, niti jezni ne znajo biti pol takrat, ko treba. Ne smejo biti, ker ne čutijo več, da imajo avtonomno voljo. Oni so glasovalni stroj, oni so ubogljivci, jaz bi takoj izvisel. Jaz bi takoj izven vseh poslanskih skupin in bi glasoval po svoji vesti, ker jaz jo imam. Tam so pa samo ubogljivci, ki nimajo lastnega jaza. Ok, Mare, nadaljuj. No in potem sem prišel do njega in sem ga vprašal, če je bil kaj jezen ali kaj takega, ne? Pa je nekako s kislim obrazom rekel, da v bistvu bi bilo fair, da podprem ideje, ker se on spogaja. Pa tako in sem umirno nazaj rekel, ne, ja, piše, kad drugič pa povej, kaj si se spogajal, ne? Ne moramo mi zdaj tu ugibati, kaj si ti spogajal, kaj se nisi, ne? Ja, logično. Ne pričakovati ene zadeve kar tako, lepega, ampak lej, celoten sistem je postavljen tako, da ti prvič naložijo veliko dela, veliko gradiva, da se ne rabi s tem ukvarjati in na koncu dejansko bo rekel, če nimaš če tega ne prepoznaš, pač bereš tisto, kar ti pripravijo, ne? In si vesel, da si pomemben, bo rekel, da si pomemben, da imaš ugled, da si prepoznan, ker vsi okoli tebe, bo rekel, ti odpirajo vrata, če se tako izrazim, ne, jasno, da te potem en sendvič oziroma ena prodajalka tam v trgovini razpizdi, ker ti pokaže, da si luft v resnici, ne. No, zdaj bom eno zelo drzno tezo postavil, ne, bomo videli, če se strinjate, ne. Zdaj, če bi ta nesrečni Dari Krajčič, ne, v jeziku njegovih Zgornje Savinjčanov, ne, goflo stegnil tam v trgovini pa rekel, lahko jaz kupim ta sendvič, bi po moje danes še bil poslanec, pa tudi sendvič bi imel, ne. No, recimo to bi jaz naredil, ne? Jaz bi tam atomsko bombo... Normalen človek, pa ne rabiš atomske bombe, Roman. Sam rečeš, ne, on je rekel, stal sem tam, kot da sem luft. Ja, dej človek, povej kaj, ne? Mislim, dvigni roko, reč, I am in the room, ne, sem v prostoru, a me vidite, ali pošli jih nekam, neki nared, ne? On je šel pa ven z trgovine in pa se je hvalil s tem, da tega noben ni opazil. Sej logično, sej že ko je tam bil, ga noben ni opazil. Sej na Twitterju obstaja zato hashtag pripada nam, ne? Ja. S tem se pokaže, da pač veliko ljudi si misli, kaj vse jim pripada. Pač on si misli, da njemu ta sendvič pripada in pripadamo pozornost, ki pripada pač poslancem, ne? Pač malo se je uštel. Jaz bi rekel, da ni bil pozoren na nek poslanski ali pa poslovni bonton. Zaneslo ga je. Ja. Bog ve, kakšen kaos ima v glavi, kaj ga teži, kakšne, bi rekel, poslovne, libidinalne, poslanske muke doživlja. Ja. In ko je človek v šoku, iz njega vseka nek instinkt. Nezavedno, tako je. Ven vseka nezavedno in tem nezavednem se pa prikrade ta latentna struktura in zato sem jaz psihoanalitično bil pozoren, ne, ko je jabke upeljal, kako je prst dvignil, ne, ki je faličen, kako je žemljico si prisvojil, ki mu ni bila, mislim, ni bil, neučakano je deloval, ne. Ta neučakanost je nezavedna stvar. Bog ve, kaj neučakano, kje je neučakan v življenju, ne, in to ven bruhne. Mi moramo te situacije, kontekste brati tako kot sanje. Če bi se dotičnemu sanjalo, ali pa da bi slišal te sanje, da nekdo ima, ne bi rekel, pa vi imate problem z neko žemljico, ki se jo niste prisvojili. A misliš, da je on to, ko je šel iz trgovine, ne? A ga je to toliko vzburil, da je to v erektivnem stanju naredil? Ne, on je adrenalinsko v šoku ali pa bi rekel v testosteronskem naboju popizdil, ne? Ampak kdaj mu zdaj bolj stav? Tam, ko je to razlagal na seji, pol v kamero ali v trgovini? On je faličen tip moškega, ki mu je vse servirano in vse je po njegovem. Tam je pa tam neka prodajalka, mu je pa karico spustila tako, da ga ni opazila, ne? Njemu se je mešalo. To v resnici pomeni, da je tudi ranljiv na točki samozavesti. Če si ti vljuden po bontonu, boš ti počakal ali pa, ko ti kipne ven, rekel, pa vsekaš po mizi. Kaj zdaj, kaj se vi greste? On pa tega ni zmogel. On je prej, Marko, v hosti delu, ne? Se pravi, miš, da se tam tudi pred buko postavil pa rekel, ti mene vidiš ali sem luft ali kaj, jaz tega sploh ne razumem. Kdo ga je pa tam v gozdu opazil? Nobeden, Madonna, medvedi mogoče. Meni je ta satirična oddaja, bo rekel, če dalje bolj všeč. Misliš slovenska politika, ne? Mislim, se težko odločiš občasno, kaj je, ne? Aljuš, ti bi na vsak način tega Krajčiča rad malo napičil, ne? Ne, jaz bi rad, oprosti, Roman, jaz nimam
nič proti njemu. Lej, zaradi mene bi on lahko bil še naprej predsednik odbora za EU zadeve, jaz mu tudi sendvič privoščim. Sam jaz bi rad razumel, kaj se plete po glavi človeku, razumeš, ki je iz nič. Sam sekundo, oprosti, da dokončam. Iz nič je prišel na tako veliko pozicijo in še preden smo mi sploh opazili, da je tam, jo je z neko tako bizarno potezo, ki je tlele trije zdravorazumski ne znamo razložiti, po enem tednu je vse zapravo. To, če mi ti zdaj poveš, zakaj je to se zgodilo? Zdaj bom takole, jaz sem enkrat veljam za eksperta v tej psihični pripravi športnikov, pa so mi enkrat dali, rekel, za pogled tega našega kajakaša, so mu zamrzli sliko pred olimpijskimi igrami, ko ni dobil medalje, in jaz sem ga v oči gledal na ekranu in pa mene sprašujejo, zakaj je on izgubil medaljo. Ne da se določene stvari s pogledom v oči ali pa da ga imaš 3 minute ga profiliraš. Ja, mi smo klicali Krajčiča med oglasi, se pač ni oglasil. Verjetno je sendvič, ampak vseeno. Aljuš, pa se ti je lepo povedal, ne? Zato, ker je bil luft. Ne, ni tako enostavno. Jaz bi se mogel kakšno uro z njim pogovarjati. Rekel, lejte, veste kaj vas muči, tole pa tole pa tole. Ker imate neporavnane račune tam, ste neočakani tukaj tako reagirali. Pol predlagam, zdaj, ti v bistvu predlagaš, Roman, listi Marjana Šarca, da naslednjič, ko se bo hoteli znebiti kakega poslanca ali pa ministra, raj prej tebe pokličujo, da se ti kako uro z njim pogovarjaš, ker jim bo pol lažje. No, ali pa enega strokovnjaka. Kandidati, ki pridejo recimo v državni zbor ali pa so kandidati, se morajo z nekimi eksperti pogovarjati. To je neizbežno. Zdaj se pa hecaš, oprosti. Pa s kom misliš, da se je tu Gomir Kodelja pogovarjal? Mislim, z nekom, ki je pri njemu kupoval avto, očitno. Če si ti direktor nekega zavoda, če si doktor, to je velika verjetnost, da nisi butas. Se pravi, da imaš neke sposobnosti. To je prvi haloj efekt in te kupijo. Potem si pa lahko psihopat ali pa si res normalen. In nekdo se mora s tem kandidatom pogovarjati. Nekdo mora videti, recimo, tistega Sanaderja, recimo, so napačno zbrali, on se je s pornografijo ukvarjal, tam pa je pa bil kar, bi rekel, mandatar, pa so ga pa odžagali po zapor. Zdaj pa mislim, da je nekdo drug tukaj naiven. Ker to, kar smo zdaj slišali, je pa res zelo naiven pogled na slovensko politiko. Malo sem jaz naiven, to je pozitivna kategorija. Ja, to ti misliš, da bi tako mogli biti, pa ni, Roman. Če bi bil še, bi tako bilo. Tako mora biti. Marko, a si ti predstavljaš v tisti koaliciji, v kateri si ti bil, se pravi, to je 2 mandata nazaj, ni 100 let nazaj, da bi kjerkoli predsednik stranke predlagal za ministra za javno upravo človeka, ko je prej Citroene prodajal? Lej, ne vem, po pravici povedano. Iskreno odgovor, ne veš. Jaz bom rekel tako, v parlamentu, ko sem glasoval, so samo za en glas, mi je pa žal, da sem glasoval tako, kot sem glasoval, in to je bilo za glas ministra za gospodarstvo, kaj je bil Dragonja. Recimo, jaz bom rekel, Dragonjo ne postavljam nič kaj više od tega kandidata. Pa on ni prodajal avto. Ni prodajal avto, ampak lej. Ja, okej, v redu. Pa se na lokalni ravni je pa še huje. Tam je pa namen Cveka prodajal v železnini, pa je pa podžupan. Roman, ni res. Eden je bil 2-krat župan v Kamniku, pa zviš ga zdaj. Ja, pa ne, zdaj govorim za Trbovlje, ali pa kaj je naš Barovič, mislim, tam je s tresočimi rokami žrebo tiste, ne vem, 3x3, pa je pa kar poslanc bil, pa še kar, pa župan, mislim, to pride butalci ven, to seljači ne pride kamarčijo. Zato je treba neko politično kulturo, treba se nekje, rekel, profilirati in nekdo mora znati to delati. Boš točno povedal po oglasih, boste oba povedala, kaj točno je treba delati, da bomo vedeli za naprej, se vrnemo po oglasih, ko boste naša komentatorja podala zaključne misli. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Roman, eden izmed naših gledalcev sprašuje, kaj bi šele bilo, če bi nesrečni poslanec namesto sendviča v roki držal hodok. Izvoli. Ja, zdaj me pa provociraš. Ja, tudi hodok ni slučajno bil izželjen, ne? Ker ima to hrenovko, ki ima falično konotacijo. Mene bi skrbelo, če bi on tam neke omakice, ki so zalizati. Tisti bi bila tudi simbolna struktura. Ta hodok, ki bi ga držal v roki, to bi bil njegov hodok ali od koga drugega?
Težko je zdaj takole špekulirati, ampak moj point pa je, da ima vse to, kar smo videli, latentno strukturo, ki je primarna, realna, to bi bilo treba tudi proučevati. To je bil moj point, recimo. Ok, hvala. Marko, a ti? Ne, sploh ne bom. Marko Pavlišič, magister Roman Vodeb, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila sendvičarska 246. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali, kje so vzroki za rekordno priljubljenost vlade, stranke in njunega predsednika. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kupi sendvič.